S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v današnjem torkovem popoldnevu in čas je, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo Romana Hafnar iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala pravljico z naslovom Vrabec in lisica, bolgarsko pravljico iz zbirke slovanskih ljudskih pravljic Lonček kuhaj, ki jih je zbrala in prevedla Kristina Brenkova. Dolgo je že, kar sta bila vrabec in lisica neločljiva prijatelja. Kamor je tekla lisica, tja je frčal tudi vrabec. Bratec vrabček, je nekega dne rekla lisica, če hočeš, bova zdajle posejala pšenico. Hočem, botrica, je rekel vrabec. Posejala sta pšenico, zrasla je in lepo dozorela in prišel je čas žetve. Navsezgodaj zjutraj sta vrabec in lisica pričela žeti. Lisica pa, ki je bila vseh lenob lenoba, se je domislila, kako bo prelisičila vrabca. Bratec vrabček, je rekla, jaz bom šla na tale hribček in bom nebo podprla. Bojim se, da bi padlo na naju. Če nebo pade, nama bo pomečkalo najino lepo pšenico. Lepo idi, botrica, je privolil vrabček in se spet lotil žetve. Lisica je šla na hribček, usedla se je in glavo podprla s tačkami, kot bi podpirala nebo. Vrabec je požel njivo, povezal pšenico v snope, jih znosil na skedenj in zaklical lisici na hribu. Pridi, botrica, omlatila bova. Bratec vrabček, ti kar mlati in omlati, jaz moram podpirati nebo, da ne bo padlo in pomečkalo najine lepe pšenice. Vrabec je zapregel vole in omlatil pšenico. Potem je spet poklical botro lisico. Pridi, botrica, bova pšenico razdelila. Že grem, je zakričala lisica. Pritekla je, vzela merico in rekla. Tebi, vrabček, eno merico, meni pa pripadata dve, kajti moje delo je bilo napornejše kot tvoje, jaz sem nebo podpirala. Vrabec je vedel, da ga je lisica opeharila, a kaj je hotel? Pobral je svoj kupček pšeničnega zrna in odletel na dvorišče. Zagledal ga je pes in ga vprašal. Kaj le se ti je pripitilo, da si tako žalosten? Vrabček mu je povedal, kako ga je lisica opetnajstila. Pes se je razjezil in je rekel vrabčku. Povedi me v lisičino žitnico. Vrabec ga je spremil do lisičine žitnice, pes je zlezel vanjo in se zaril v žito. Naslednji dan se je lisica odločila, da bo peljala pšenico v mlin. Prišla je v svojo žitnico, pričela grebsti žito v vrečo in zagledala pasje uho, ki je štrlelo iz zrnja. Kaj nekaj je to, je pomislila in zgrabila zobmi. Pes je poskočil kot blisk, zdrvel za bežečo lisico in jo pregnal. Vrabček je dobil vse žito, z lisico pa nista bila nikoli več prijatelja.